Živjo, Špela tukaj. Danes sem se odločila posneti nekaj malega o pralnih plenicah. Odločila sem se tle začeti, ker je bila to moja prva obsesija. Tako da je tudi edino logično, da prvo posnamem nekaj na to temo. Sem navdušena perica, si sama rečem, no. Tako da upam, da še kakšno navdušim, no, ali pa da mogoče je kakšna že deli to navdušenje z mano. Ne vem, komu je ta video namenjen, če sem čisto iskrena. Mogoče kakšnim, ki se še odločajo za pralne plenice, pa tudi kakšne, ki ste že v tem, no, mogoče pa kaj novega zveste. Zdaj video bo nekako poskušal odgovoriti na vprašanja, zakaj sem se odločila za pralne plenice, kako to sploh izgleda, kaj rabiš, kateri sistemi obstajajo, no, kakšne vrste plenic, rečemo temu, katere imam jaz, kaj mi je najljubš, če mogoče še kaj obžalujem. Bom se pa res potrudila biti čim hitrejša, čeprav jaz bi lahko tem res dneve in ure razlagala celemu svetu o teh mojih ljubkih pralnih pleničkah. Zdaj, zakaj sem se sploh odločila za to? To je ena od tistih stvari, ki pa sem vedela, no, še preden je Kilian se rodil, da bi to pač rada poskusila. Nisem vedela, da me bo to toliko zaneslo pa odneslo, no, ampak ja. Pred porodniško sem bila na bolniški zaradi nekih zapletov, pa sem imela pol tako res veliko časa, ki sem ga zabila seveda na YouTubeu, pa sem se srečala potem in z pralnimi pleničkami, pa z nežno komunikacijo izločanja, mislim, razne zadeve. Ampak to s pralnimi pleničkami me je pa res navdušila in sem rekla, to pa jaz hočem probati na vsak način, a ne. Tako da res zdaj, koliko ene 6 mesecev jih pa uporabljamo, no, in lahko recimo, no, da imam neko izkušnjo, da lahko povem, da to res ni nek bav. Zdaj, kako to sploh izgleda? Tukaj imam zdaj par pleničk pripravljenih. Imam tudi eno za enkratno uporabo iz Argitekin. Izgleda pralna plenička, v bistvu, ki je zdaj najbolj taka reprezentativna, no, recimo tale. Meni tudi eden lepših vzorčkov. Zdaj čakaj od zadaj. Takole približen. Zdaj tele so res majčkene, no, to ne vem, koliko časa sem že na tej številki. Imam jih tudi, mislim, da sem še ne 5, ta cel paket že kar dolg. V bistvu mogoče najboljše, če jaz pokažem, kako to sploh previjam. Zdaj, sprobala tole. Evo, upajmo, da bo tole stalo. Pomagal mi bo kozja Piki, ker otrok po nekem čudežu že spi. In to sam pa posli. Tako da ja, zdaj, če imam tole pleničko za enkratno uporabo, tale ima pač obrazek na otrokovi ritki, to je ta spreden del, no ja, jo pač odpreš, tule imaš tele ježke, kako bi ti jo rekla, velcro, glih ni, ne, ok, se pravi, ne, če gremo to še malo po kao handlingu, ne, Piki, ja, pazimo tvoje kovke. Vzameš pleničko, jo daš na podlago, dodaš rit pač, kakšno zdaj s tem repom. Ok, to je približno tako kot s popkom, no, tudi daš ga tja nekam. Pač prepogneš čez, ne, pa sej, mislim, jaz le kažem, kako previjati plenice. Ampak ok, ne, in to je zdaj to. In Piki je zdaj ves srečen, zato tako, to je vsa umetnost. V glavnem, čist isto bo izgledalo tudi z pralno pleničko. Ča, zdaj pobrišemo breket stran. Cak. Ta je še vedno uporabna, ne bomo jo stran vrgli. Vzamemo to reprezentativno pleničko. Jaz jih imam tako zložene v predalu, ker jih pač tako rada gledam, ne rabiš imeti tako zložene. Če gledamo, bom pa razložila, kaj je to za en sistem in vse. Ampak ja, ta ima tako, kot je imela una ježke, ima ta gumbke. Dobi se tudi pleničke na ježke, no, to imam, to lahko pokažem. Ok, to se samo odločaš, ali bi rad imel gumbke ali ježke. Ok. To bomo malo pol razložili. Ok, spet kožika damo to čez. In zanima se, kaj vidi tle sploh. Ok, mogoče če ga tako obrnem. Pogruntaš nekje nastavitev, a ne, k temu kožiku je to malo manj teh gumbkov. Takole.
Op. Op. In to je to. Pač načeloma tle mora biti 2 prsta, smo pogledali, je. Tle mu mora biti lepo prijeto v nogicah, je, ni, ker pač nima reprezentativnih nogic za otroka, ampak ja, evo, to je pa potem Ritka. Seveda na njemu to zgleda vse skupaj bolj čuden, ampak ja, to je v bistvu to. To je vsa umetnost previjanja v pralnih pleničkah. Okay. Jaz to kar skozi bi nekaj zapenjala, ne, da vidite, da ne rabim. Kaj sploh rabiš? Se pravi, rabiš otroka, rabiš pralno plenico. Zdaj, kar je fajn, je, da kremco prilagodiš. Jaz imam tole, Dr. Pašo, ni to reklama, čeprav nič tle ni sponzoriran, ampak ja, tudi tole ni reklama, čeprav jaz bi jo dala v čisto vsak baby box. Tako da, če to posluša kdo, ki sestavlja ta baby box, ker pač nima boljšega dela, kakor gledati moje videe, to kremco morate dati, kako se to naredi, noter od Dr. Paše. Pa, kar je fajn, ni nujno, no, lahko se to drugače znajdeš, je wet bag, vreča za mokre plenice, po kateri to pač prenašaš na okol. Jaz dejansko bom še investirala v eno za doma, ampak načeloma to imam vedno s sabo, se pravi, ko je plenica mokra, polulana, kakana, dam noter, zaprem, nič vonja ven ne uhaja in jo tako tudi dam nazaj v torbo in nesem domov. In to je v bistvu to, kar rabiš. Mislim, malo je odvisno tudi od sistema, za katerega se odločiš. Pa kater cilj bi ti zdaj rad tukaj zasledoval. Ta plenička, ki sem jo prej uporabila, to je plenička vse v enem. Ta je najbolj podobna, se pravi, tejli za enkratno uporabo. Zato, ker pač je čisto na isti način, odpreš jo, daš gor in to je to. Vse imaš že noter, nič ne rabiš ti z njo delati, ne. Mislim, razen jo dati gor pa oprati. Ampak ja, to je to. To recimo bom tudi imela za malega za vrtec. Fajn je tudi pri tej plenički to, ker je ena velikost univerzalna, nastavitve ima tudi pritiskači, to so te gumbki, niso sam tle, mogoče bi se na tej lepš videli, niso sam za obseg pasu, ampak so tudi v višino. Zdaj, ko je bil manjši, je imel do sem zapet, zdaj ima na sredini, kakor ste videli, takole ima pa pol do konca, ko bo še večji. Se pravi, vse v enem plenička je najbolj podobna tisti za enkratno uporabo, je tudi dražja, pride tam okoli 20 evrov. Kar je minus te pleničke je to, da se dlje suši. Pač meni res zdaj, ko moram noter sušiti, ker ene par dni, medtem ko zunaj na zraku dan pa pol. Je v bistvu med najdlje sušečimi se pleničkami. Potem naslednja bi bila žepasta. Tudi, v bistvu, ko je enkrat ona sestavljena, isti sistem. Je pač podobna plenički za enkratno uporabo, v tem, da je pač, ko jo daš na rito. Je pa malo več priprave z njo, kakor s tole za vse v enem. In sicer zato, ker ima žep. Zato se je reče žepasta. In noter se daje vložke, ki so si različni po vpojnosti. Zdaj tale je Elemental Joy od Bongeniusa, ima tudi svoje vložke. Lahko se da noter tetre, lahko se da noter stare brisače, tukaj si res lahko iznajdljiv. Jaz imam takole, takle vložek pride iz mikrovlaken. Je najbolj hitro upojen, ampak tudi najhitrej spusti, tako da ni fajn, da je sam to. Fajn tudi, če je kakšen naraven material zraven, jaz imam kar tale bambus, pa je dvoslojen, takole, jo dam skup in potem not v pleničko. Zdaj, če je fejst polulanček ali pa za nočno uporabo, bom dodala še kakšen konopljen vložek, imaš ne vem, ta, ki je bolj prikrojen, 3-slojni, dvoslojni, pol tukaj se res lahko hecaš pa, ne vem, če imaš fantka, prepogneš bolj od spredi, ker tam več lula, če je punčka, daš to odzad pa ritki, ker pač tam več lula. Tako da to, mislim, res je zabavno, no, ker enkrat noto to padeš, mislim, še to zlago. Sploh ni problem, je dodaten del, ne bom lagala, je dodaten del. Moraš kakšno splahniti, moraš pol to, sploh pri žepastih noter zlagati. Ampak jaz se tukaj v ta igralni kotiček vržem, tam malo se nekaj igra, itak, preživljava čas skupaj in zlagava te pleničke. Mislim,
on jih polni z vsem drugim, sam z telimi vložki, ne. Tako da to je žepasta plenica. Zdaj se bomo vedno bolj v bistvu oddaljevali od tega modela za enkratno uporabo. Ok, kaj bi zdaj, mogoče vse v dvojem, v dveh. To je od Grubije. Imam jo za ponoč in v bistvu pride kot neke hlačke, v katere se pripenja vložek. Tele so res fajn za ponoč, pride še en vložek zraven, zdaj tistega ne bi dala, ko je na najvišji nastavitvi, a ne, te so tudi one size, ampak ker potem res pride malo preveč prostora na srednji nastavitvi, sem se znajdla in dodajam konopljin vložek in zdrži plenička 12 ur. Tako da tole imam za ponoč. Sprav sistem vse v dveh, ker imaš dve stvari za narediti, ne. Tako, dajmo kar stavno, bom to zdaj zapenjala. Potem imaš sistem, v bistvu po neki logiki bi bil to tudi vse v dvojem, ali ne. So pa tukaj, to sploh ne vem, katere znaki, to mi je prijateljica posodila, jaz nimam. Tocbots, prekrivne hlačke, tukaj je res čist tanko, skoraj da vidiš skozi. To je tisti neprepustni material, zaradi tega ne pride voda ven, urin, verjetno vode ne zlivaš. To so pa fitted plenička, se temu reče, to je vse upojno. Tukaj so tisti ježki, ki sem jih prej kazala. Tale tudi zgleda, kakor da bi bila fajn za ponoč. Ima še en vložek noter, ne vem, katera znamka. Bomo probali najti. Ne? Ok, tudi tocbot. Se pravi, to spet pride okoli otročka, pa cupa, s tem, ker je vse upojno, je tudi tukaj mokro, recimo, če je ponoč gor. In potem čez to pridejo še te hlačke. In to je sistem fitted in prekrivnih. Zdaj, jaz sama teh fitted nimam. Čist zakaj? Zato, ker jih nisem našla v tem sistemu, ki bi bil v redu od reče, od rojstva kasneje. Imam pa prekrivne hlačke od Grubije in zelo rada noter bašem pol tetre. Imam 50 tetr, meni se zdi, pa lahko bi jih imela še 10, da bi bila malo bolj na komod, ampak v glavnem, tele hlačke so fajn. Tudi spet samo ta nepropustni material nič ne zadržuje to vlage ali pa česarkoli. Noter ne bom zdaj to kazala. Pride tetra ali pa lahko bi imela tudi kakšne fitted pleničke, imajo tudi one tukaj ta pritiskaček in pridejo tudi vložki zraven, tako da bi tudi lahko bil vse v dva sistem. Jaz jih imam za na bazen, samo to brez vložka, tako da to mi je res cool, no. Sistemčič, lahko bi se seveda zafrkavala pa dajala še te vložke noter, ampak imam žepaste za to. Tako da zdaj vidite, no, to ni tisto, vem, da kakšne starejše gospe so mislile, ja, da to je pa zdaj široko povijanje, kaj se jaz tle grem, ne. Pa, ko sem rekla, da mu niso prav, kako mu ni prav, si mu daš sam tetra, ena tetra, druga tetra, tretja tetra, ali kaj. Pa probaš njime razložiti, za kaj se gre, ne, ampak evo, to je to. Zgleda zelo podoben, luštni vzorčki so, mislim, meni je zelo fajn, no. Tudi vnete ritke dejansko nima. Tole sem pozabila. Je še en naraven material, tukaj so večinoma naravni materiali, kar sem pokazala, edin mikrofibra. Tole je pa Racmanova prifolda, predzloženec, bomo temu rekli, to je kakor da bi ne vem, koliko tetr skup sešil, tukaj so 4 sloji, to je kar debelejš, ne, pa tukaj 4 sloji, v sredini pa 8. In to potem zložiš in daš spet v prekrivne hlačke in narito, ne. Tako da, to so več ali manj te sistemi, se prihajajo potem vedno nove stvari na trg, pa hibridni to, pa hibridni ono. To je neka osnova, no, kar med čimer se odločaš kot začetnik. Se pol vmes vidiš, ali ti paše, ali ti ne, pa tako, no. Lahko menjaš ali ne, koliko češ. Zdaj, katere imam jaz? Se pravi, jaz nimam fitted pleničke pa prekrivnih hlačk, to
mi je posodila prijateljica, hvala. Imam pa, se pravi, vse v enem pleničku, žepasto pleničko, vse v dva, oziroma to sem vzela za ponoč pleničke, in pa imam 5 tehle prekrivnih hlačk, nisem šla štet vložkov, ampak ja, veliko vložkov, 50 liter. Mislim, da imam 10 tehle vse v enem. Pa sem imela 5 plus 7, 12 žepastih, 22, 5, v glavnem 33 imam vse skupaj, tako da sem res na komod. Perem vsak drug dan, ja, meni je to na komod. Poznam eno, ki ima isto število pleničk, pa jih pere na 4 dni, je še bolj na komod. Ampak ne vem, jaz sem za čisto vsemi temi sistemi zadovoljna. Ne morem reči, da mi je katerikoli od njih najljubši, ampak jaz sem čudna, če sem čisto iskrena. Mene je to čist preveč zanese. Se pravi, na dnevni bazi uporabljam, se pravi, tele vse v enem, tele ima tudi mož najrajš. Zanimivo dejstvo, on še zdaj ne zna previti v enkratno plenico za enkratno uporabo. Na začetku, ko smo imeli te, ga je toliko psihiral tisti popek, pa tudi pol, ko je bil mali še toliko mali, on to pač rajš ne bi. Ima pa te najrajš, če ga recimo tašča previja, imamo te, pa tudi recimo žepaste, če jih jaz naprej, kar jih ponovadi prepravim in jih zložim in so potem v predalu, nimam nobenega problema s tem, ne. Tako da to tudi za ponoč s temi previje, ker jaz to itak vse vnaprej prepravim. Tako da to je to, kar imam. Aha, ja, imam pač 5 telih prekrivnih, najrajš bašam noter tetre, tele predzloženci ali prefoldi, pa ne zdaj zaradi znamke ali pa česarkoli, nam pač ne odgovarjajo. Mali ima tako drobno rito, med nogami ima čist čuden pol, ne vem, ni mi všeč, sem tako. Imam jih še zmeraj ne par, če bi bilo karkoli treba, če bi kasneje za njegovim razvojem postale primerne, ker pač ja, otrok raste, spreminja se njegova oblika telesa, se spreminja, mogoče pa, kdaj bojo, mislim, da sem 4 obdržala od 10. Zdaj, tale sistem mi je tudi fajn, no. Se pravi, prekrivne hlačke in pa tetra. Evo, sem nazaj, huda lakota je bila tole, tako da se opravičujem, če sem zdaj kaj neuravnotežena, neuravnovešena. Pri tetrah smo ostali, ne, pa prekrivnih. Zdržijo manj časa meni osebno. Zdaj da pokažem. Te smo rekli nočne, 12 ur brez problema. Dnevne, tele vse v enem, 2 uri. Če jih še malo podkrepim, počprajcam 3 do 4. Recimo za vožnjo v avto so mi te fajn. Tole imam Bum Genius Elemental, mislim, da se reče, čist naraven material na koži. Tole so Grovia One, ONE, pikice vmes. Bum Genius Elemental Joy. Žepaste pa še Bum Genius 5.0 hlačke, ki jih zdaj nimam tle. Isto žepaste. Tako, te mi zdržijo po 2 uri, se pravi. Te pa te, po 2 uri, če bi dala noter še dodaten vložek, se pravi, rita bi bila še večja, bi mi zdržale več. S tem, da ja, tle je pa pol že malo znanosti, kako dajati vložke, ne vem, se pravi, ta najhitreje popije, najhitreje spusti. Če imaš sam to v avtu ali pa nekje, ko otrok skozi sedi, se ne boš imel glih dolg fajn, ne. Pol imaš, jaz dam gor bambus, glih zaradi tega, da ker malo dlje časa rabe opija, no, da popije to, kar bi mogoče mikrofibra spustila. Zdaj, če gremo v avto, če gremo nekam, bom pa ali dodala konopljo, lahko tudi se probaš malo poigravati pa druge stvari, dodajati, odvzemati, ampak to je pa čisto odvisno od vsakega posameznika. Tle pač moraš probati, nimaš druge, vržeš se noter in plavaš. Nekako tako, da ne rečemo čem, v izločkih, a ne. Tole mi pa zdrži, se pravi, ena tetra in hlačke mi zdrži pa 1 urico, pri mojemu. Pač ne rečem, da so vsi taki, enim zdrži pa dlje, ne. Se lahko se tudi spet greš kombinacije, prefolde, pa, ja mislim, tetre, pa dodaten vložek, pa tisti tret. Kar je fajn,
Tetra se najhitreje posuši. Bili smo na morju, ni bilo stroja, na roke sem mogla prati, sem vzela tele s sabo. Tole sem lepo na roke oprala, tam razprostrla, mislim, to res, to vidiš čez, ne, to se tako hitro posuši. Medtem ko konoplja, ki sicer dolg časa rab, da vpije blago, tudi dolg časa rab, da jo izloči. Se pravi, tudi ko se suši, bo med daljšimi, sušilnimi časi, najdlje bo rabila, no, od vseh teh materialov, da se bo posušila. Tako da isto je pri hlačkah, te so najhitreje suhe, ker pač res ni nič drugega kot ta pul. Pa te žepa ste takoj za njimi, ker je samo ta žep, tist, ki se mora posušiti poleg prekrivnega materiala, vložki se pač malo dlje. Tako da tukaj je treba edin malo naštudirati, kar se tiče tega števila. Zdaj ponavadi, katere zdaj bojo prave za vas, a ne, to. Na to jaz ne moram odgovoriti, žal, tukaj je treba, tako kot sem rekla, vršiti se noter pa sprobati. Jaz to pravijo, sprobaj čim več različnih, pa pol boš že videl. Ne vem, jaz sem si veliko prebrala, to sem že povedala enkrat. In povsod, kar sem prebrala, so bili zadovoljni z tem Bum Genius pa Grovio. Da sem pa šla gledati malo na stranih samih proizvajalcev, pa cene, pa carina, pa to. No, v glavnem na koncu sem našla stran pralne pleničke.si in sem kar tam naročila. Imeli so tudi to opcijo, da lahko sprobavaš pa vrneš. V bistvu nisem vrnila niti ene, ker so nam bile pač kul. Niso pa vsem, ne, kakšnim pa so še bolj drobčkini, pa jim ne pašejo. Ampak ja, nam so vse, kar sem tam naročila, nam je kul. Ni to zdaj, da ne bi kdo mislil sponzoriran od strani njih, čeprav ne bi se branila, ne, še kakšne dodatne. Ampak ne, bom si jo verjetno kar kupila, pa jih pač podprla. Ker je, mislim, res fajn. Jaz v bistvu tudi to snemam, samo zato, ker je meni to tako kul in želim ta veselje širiti naokoli. In zdaj bo kmalu sezona praznikov in dajte si šanso, no. In dajte pralnim pleničkam šanso, ker vas res ne bojo vas razočarali, no. Zdaj, če je kakšna stvar, ki jo obžalujem, ali pa mi je žal, da nisem vedela prej, je samo to, da te univerzalno velike pleničke, mislim, one size, ena velikost, da bojo mojemu pač toliko časa prevelike. Se pravi, 2 meseca. Ja, in sem pa že na tisto dvomih, mož me je grdo gledal, ker smo res, vložek je bil, ne, nimam kaj za reči. Mož je hotel nove plenice, ni hotel niti probati z rabljenimi, drugače se da zelo ugodno skozi priti. Rabljene pleničke se dobijo res lahko tudi samo za 100 evrov. Lahko daš pa tudi jurja, pa zbiraš ne vem kaj, ne. V glavnem obžalujem to, da nisem investirala v te za novorojenčke. Ker bi si res prišparali, ne. Takrat smo bili res v dvomih, joj, koliko smo dali, pa. Ampak konec koncev, tudi če, ne vem, prekoračiš rok vračila teh pleničk, pralne pleničke, ne vem, jih lahko še vedno prodaš. To je recimo ena stvar, ki nisem vedela, da cena neki fejst ne pade, no, sploh za kakšne pleničke, ki so dosti iskane. Mislim, da mogoče, ne vem, 20% zgubiš, ne veliko. Mislim, da te plenice, ki so po 20 evrov, je lahko še zmeraj po, zdaj sem izmislila, po 18 evrov je lahko prodaš, ne me tle za besedo držati, ampak jaz bi pač to dala za neko rabljeno. Imaš potem slovenske proizvajalce, pa take, druge. Zdaj slovenski, zakaj se nisem odločila, ker imajo večinoma fitted sistem, ali pa, če že ne, potem imaš različne velikosti, ni vse ena velikost, ampak je S, M, L, mislim, že tako se komi znajdeš v tem, pa še s tem, poleg tega cena je še malo višja. Jaz sem imela srečo, no, nam so prijatelji dosti podarili, pa smo lahko pol družino prosili, da nam pomaga, no, z temi pleničkami. Tako da to je to, obžalujem, da nisem začela z temi za novorojenčki, da bi vedela že prej, da ne bojo prav. In to je to, no, ne rabite, mislim, lahko sprobavate, mogoče vam bo pa to fajn, vsakič eno drugo probati, pa druge znamke, pa ampak ni pa treba. Mogoče pa boste že v prvo trofali, tako kot sem jaz, no, jaz sem res očitno srečo, pač pa otroka, tako anatomsko oblikovanega, da sem vse te, ki smo jih do zdaj sprobali prav.
Tako da to je to, no, kar sem hotela danes povedati, že tako je predolg video, mislim, daljši, kot sem mislila, da bo. Mogoče še kaj lahko naprej pričakujete. Razmislila sem tako, ne vem, lahko povem, razbijam kakšne mite, ne vem, kaj ste pa vi zasledili, zakaj se niste odločili, ali že prej, ali še zdaj. Ne vem, to bi lahko bilo mogoče. Lahko pokažem, na kakšen način zlagam tetre. 5 načinov, mene bi to zelo veselilo, no. Malo tlele zlagati, itak jih moram zlagati, pa jih pač zraven z vami, a ne. Ne vem, pokažem lahko svojo pralno rutino, kako perem, lahko pokažem previjalno mizo, ali tisti prostor, ki ga imam specificiranega za previjanje, ampak itak se večina previjanja odvija drugje, ampak ja. To, dajte me motivirati, da jaz to malo pospravim. Mislim, da bo tudi mož zelo vesel, no. Če bi jaz enkrat zaspremil, pa še kaj pospravila doma. Tako, pa seveda, ne vem, če me boste karkoli vprašali tukaj od spodaj, bom se potrudila upoštevati, pa povedati še kaj o tem, no. Lahko tudi naredimo primerjave različnih znamk pa modelov. Ne vem, sicer pol je fajn, da imam, ne vem, vse v enem plenički od 2 znamk, pa povem, no, kako so se mi kaj obnesle. Tako da to je to, no, za enkrat. Hvala, da ste bili z mano, upam, da ste zdržali ves ta cajt. Če vam je predolgo, mi povejte, lahko naredim več manjših videov, ampak to je z moje strani za danes to. Hvala vam!